Življenje išče pot. Dober dan in prijazen pozdrav vsem, ki danes našo rubriko tudi poslušate. Prihajajo poletni meseci in z njimi šolske počitnice. Je čas, ko je čas za tisto, za kar ga med letom ni, in sem spadajo tudi različni duhovno-počitniški programi za otroke in mlade, ki jih med drugim pripravljajo tudi različni ženski redovi znotraj katoliške cerkve. Tako sem vesela, da je danes moja gostja, šolska sestra Frančiška Kristusa Kralja, sestra Ema Alič, je sodelavka v Domu duhovnih vaj matere Margarete v Repnjah pri Ljubljani, najbrž to hišo že marsikdo pozna. Sestra Ema Alič, dober dan. Dober dan, lep pozdrav in hvala za tak lep uvod v to predstavitev poletnih dejavnosti. Ja, tako vi ste že več let se s tem, prav na tem področju zelo prizadevate, angažirate, ste obdarjeni. Spominjam se, kako ste med korono bili aktivni tudi na video področju, Facebook in tako naprej. Zdaj me pa zanima, kje šolske sestre letos pripravljate programe za otroke in mlade? Kaj pravzaprav tisto, kar res ponujate? Letos šolske sestre pripravljamo programe, nekaj je tega, kar je že ustaljeno. Sestra Milena že vrsto let z otroki, predvsem svojimi bivšimi prvobhajanci, pa odprta je seveda tudi za druge, pripravlja teden duhovnosti v Novi Štifti. Zelo dejavna je šolska sestra Rebeka Kenda, ki vodi programe zdaj že drugo leto na Prežganju. Potem pa sestre pripravljamo še programe v Repnjah. To pa so v bistvu programi, ki smo jih z letošnjim letom preselile iz Brezij. Malce smo jih pa tudi spremenile in prilagodile. Zdaj gre za dva različna programa. En program je zelo specifičen, bo zdaj tretje leto izveden na zelo podoben način. To je program za najstnike. Moram pa reči, da so se do zdaj še vedno prijavile same najstnice. Vzamemo tako zadnje razrede osnovne šole pa začetek srednje šole. Je pa program, ki je zanimiv predvsem zato, ker je v kombinaciji z kuharskim tečajem oziroma takimi osnovami gospodinjenja. Moram pa povedati, da je za letos ta program že poln. Ker je seveda ravno zaradi tega je tudi število bolj omejeno. Bi pa vseeno se ustavila malo še pri tem programu, ker je posebej zanimiv tudi zato, ker ga res preživimo v takem bolj preprostem okolju. Tudi tukaj v Repnjah, kjer imamo, tako bom rekla, sodobno urejen dom duhovnih vaj, bo ta program vseeno izveden v bolj preprostih prostorih našega starega gospodarskega poslopja, kjer imamo take skupne spalnice in damo res poudarek na tem, da nam je dobro in lepo, ne zato, ker nam je udobno in imamo visok standard, ampak predvsem zato, ker smo skupaj in vsak nekaj malega prispeva k mozaiku medsebojnega življenja. To pa potem seveda okronamo z temi učenjem kuharskih spretnosti in pa letos tudi umetniškim izražanjem. Ta drugi del vsako leto malce prilagodimo tudi glede na ekipo sester, ki zraven sodeluje. No, drug program, ki ga bomo letos izvajali v Repnjah, je pa v bistvu to program, ki ga razvija sestra Rebeka. Je vsebinsko enak oziroma podoben, izhaja iz tega, kar pripravlja z animatorji na Prežganju. V Repnjah pa ga bomo izvedli na malce seveda prilagojen način glede na ekipo in možnosti. Gre za program Eden, ki traja ves teden od nedelje do sobote. Vedno je v obliku nekega svetnika, letos nas bo navdihoval sveti Klemen Dvoržak. Ob njem pa se učimo živeti evangelij
evangelij v današnjem času. Evangelij pa vemo, da je zelo konkreten in se kaže skozi naše odnose, skozi to, kako se bližnjemu približam, kako mu dam prostor, kako zanj poskrbim, kako skupaj greva res v konkretnem življenju, ne, od jutra do večera, kako živimo Jezusovo zapoved ljubezni, ki je zelo, zelo konkretna. Tako, zdaj ste nam opisali kar veliko stvari, ki presegajo najbrž vaše moči. Imate pri tem tudi kakšne sodelavce, prijatelje, prostovoljce, animatorje? Ja, z nami sodelujejo animatorji. Imamo eno tako krasno ekipo animatorjev, ki pa, hvala Bogu, jo letos še razširjamo, tako da bomo lahko sprejeli tudi več otrok. Prostora za otroke je še dovolj, tako da kdor želi, se lahko prijavi. Me zanima, kje pa zdaj, ne bova vseh datumih govorili, ker se ne bomo zapomnili, ampak kje pa dobijo vse informacije, kdaj, kje in kako se lahko prijavijo? Vse informacije so na naši spletni strani. Tam je lepo razdelek, naše dogodki pred nami in vsi ti programi so tudi tam, se lahko najdejo povezavo in vse potrebne informacije. Pa za konec vprašanje, prej ste že malo povedali, da želite kljub temu, da je možnost udobja in vsega potrebnega za življenje na voljo, pa vendarle ste izbrali eno preprosto nastanitev, se pravi v stilu svetega Frančiška Asiškega, v nekem preprostem, bolj uboštvenem življenju, pa me zanima, kaj pa je še tisto, kar pa res želite kot šolske sestre dati otrokom in mladim skozi to delo z njimi? Ja, gre za, po mojem mnenju, najpomembnejša izkušnja življenja. Izkušnja življenja kristjana. Mogoče tukaj se tudi opremo na kakšne navade, ki so tudi zaradi tempa življenja, ki ga živimo, že izpadle. To je lahko molitev, recimo Angel Gospodov je taka, ki smo jo pogosto že opustili, pa vendar je zelo lepa priložnost za življenje povezanosti z Bogom. Potem pa predvsem izkušnja, ta izkušnja molitve se mi zdi res pomembna. Neverjetno lepo mi je doživeti, kako otroci radi molijo rožni venec, ker molitev rožnega venca je res vpletena v življenje. Prav tako, kako radi molijo pred najsvetejšim. To je res čudovita izkušnja, ko otroci popadajo na kolena, potem ko jim poveš, da je pred njimi kralj, Jezus sam, in imajo res močan čut. Obenem pa tudi izkušnja igre, izkušnja biti skupaj, izkušnja, da ti otrok ne rabiš kar naprej animirati in motivirati za stvari, ampak da je iniciativa na njihovi strani. To se mi zdijo zelo pomembni poudarki za današnjo družbo, kjer so otroci vajeni biti vodeni kar naprej, in tukaj pa je dosti prostora tudi za to odprtost njihovo, da prevzamejo iniciativo, da so aktivni. Tako, sestra Ema Alič, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, najlepša hvala vam za ta prijeten pogovor o vaših programih. Delate velike stvari za vzgojo mladih in otrok in s tem tudi za prihodnost naše cerkve. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, tako na spletni strani šolskih sester lahko najdete vse potrebne datume in druge informacije in prijavite svoje otroke, mladi se pa lahko prijavijo že kar sami. Sestra Ema Alič, hvala lepa. Hvala tudi vam. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vsem, da najdete v tem poletnem času tisto, kar vaša duša in vaše telo potrebujeta. Nasvidenje. Življenje išče pot.